Za tiste, ki ne vedo, je v zgodovini obstajal kralj, ki ga mnogi štejejo za najbogatejšega človeka, kar jih je kdaj živelo na svetu. Bil je bogat ne le zato, ker je imel veliko zlata, ampak tudi zato, ker je nadzoroval nekatere največje rudnike zlata na svetu v svojem času. Prav tako je imel pod nadzorom pomembne trgovske poti, po katerih so potovali trgovci v Afriki. Pravzaprav je imel v svojem imperiju toliko zlata, da je, ko je potoval v Meko, razdelil ogromno količino zlata ljudem, ki jih je srečal na poti. In zaradi tega dejanja se je vrednost zlata v nekaterih mestih začasno znižala. A še bolj presenetljivo je, da ni bil iz Evrope, niti ni bil voditelj sodobne velesile. Bil je kralj iz Malijskega imperija v Zahodni Afriki, kraljestva, ki je nekoč bilo središče zlata, trgovine in znanja. In kralj, o katerem govorim, je Mansa Musa. Toda vprašanje je, kako je postal tako bogat? In kako mu je uspelo voditi eno najbogatejših in najmočnejših imperijev v zgodovini? In to bomo zdaj izvedeli. Preden začnemo z razpravo, bi vas prosil za en všeček in da se naročite na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Preden je Mansa Musa postal znan kot eden najbogatejših ljudi sa pinakamayamang tao sa kasaysayan, njegova zgodba se je začela v velikem imperiju v Afriki. Musa se je rodil proti koncu 13. stoletja v Malijskem imperiju v Zahodni Afriki. Ime Musa v arabščini pomeni Mojzes. V tistem času je bil Mali že eno od uspenjajočih se kraljestev v Afriki. Veliko trgovcev je potovalo skozi to območje, saj je bilo na odlični lokaciji za trgovino. Musajev oče je bil Fagalaje, prihajal je iz družine Keita. In prav družina Keita je vodila imperij Mali, vendar njegov oče ni postal kralj. Kljub temu so spadali med najpomembnejše družine v imperiju. Zgodovinarji vedo zelo malo o njegovi materi, Kanku. O številnih ženskah iz tistega časa je bilo namreč napisanega zelo malo. Vemo pa tudi, da so imele ženske pomembno vlogo v njihovi družbi. Pomagale so namreč pri izdelavi orodij, tkanin, zdravil in drugih pomembnih opravilih v svojih skupnostih. Zdaj, da bi razumeli, kako je Musa postal pomembna osebnost, moramo najprej izvedeti, kako se je začelo Malijsko cesarstvo. Preden je Mali postal močan, je na tem območju obstajalo še eno mogočno kraljestvo. To je bilo Gansko cesarstvo. Mnoga leta je Gana nadzorovala trgovino z zlatom in drugimi dragocenimi izdelki v Zahodni Afriki. Zaradi tega je njihovo kraljestvo obogatelo in postalo močno. Toda sčasoma je Gana začela slabeti, prišla je suša, notranji spopadi v kraljestvu in spremenile so se tudi trgovske poti. In zaradi tega je postopoma izgubila svojo nekdanjo moč. Medtem ko je Gana slabela, so drugo kraljestvo postajala močnejša. To je bilo cesarstvo Soso, ki ga je vodil Suma Sumaoro Kante. Zavzel je veliko sosednjih območij in postal eden najmočnejših voditeljev v regiji. Vendar mu ni dolgo ostalo tako, saj se mu je nekdo uprl. Ime mu je bilo Sundiata Keita. Po pripovedkah, ki so se prenašale skozi številne generacije, življenje Sundiataja v mladosti ni bilo lahko. Preživel je veliko preizkušenj, preden je postal voditelj. Ko je odraščal, je postopoma združeval različna kraljestva in voditelje, ki so prav tako želeli končati moč cesarstva Soso. Potem je izbruhnila velika vojna. Leta 1335 sta se vojska Sundiate in vojska Sumaora Kanteja spopadli v bitki, ki je spremenila zgodovino Zahodne Afrike, in v tej bitki je zmagal Sundiata. Zaradi te zmage je nastalo Malijsko cesarstvo. Od takrat naprej se je njihovo ozemlje hitro širilo. Prevzeli so nadzor nad pomembnimi trgovskimi potmi in nekaterimi največjimi viri zlata na svetu. In ko se je Malijsko cesarstvo vse bolj bogatilo in krepilo, je v družini Keita odraščal mlad fant. In ta fant je bil Musa. In nekega dne bo postal najbolj znan vladar Malijskega cesarstva in eden najbogatejših ljudi, ki so jih kdaj zabeležili v zgodovini. Kljub temu, po smrti Sundiate Keite, zamenjava voditelja v Malijskem cesarstvu ni potekala gladko. Obstajali so sinovi, sorodniki in drugi člani kraljeve družine, ki bi lahko postali naslednji Mansa oziroma kralj imperija. Zaradi tega so se začeli boji za oblast. Prvi, ki je nasledil Sundiate, je bil njegov sin Uli. V času Ulija se je Malijsko cesarstvo še naprej širilo. Po mnenju nekaterih zgodovinarjev je imperij še bolj razširil svoj nadzor nad pomembnimi središči, kot sta trgovski mesti Timbuktu in Gao. Čeprav obstajajo strokovnjaki, ki se ne strinjajo z vsemi podrobnostmi, je jasno, da je Mali ostal močan pod njegovim vodstvom.
Tako kot številni muslimanski voditelji tistega časa, je tudi Uli potoval v Meko na Hadž, sveto romanje muslimanov, vendar ni minilo dolgo po njegovi vrnitvi, ko je umrl. Od tu naprej se je položaj še bolj zapletel. Več voditeljev je v kratkem času zaporedoma prevzelo prestol. Nekateri ljudje so podpirali enega kandidata, medtem ko so drugi želeli, da bi njihov izbranec postal vladar. Zaradi tega so v cesarstvu nastali spori. Kljub tem težavam je Mali ostal bogat, razlog pa je bil preprost. Nadzorovali so nekatere najpomembnejše trgovske poti v Afriki. Trgovci, ki so prevažali zlato, sol, blago in druge izdelke, so potovali skozi ozemlja Malija. Na trgovino so pobirali davke in obstajala so kraljestva, ki so trgovala. Ta so bila pod imperijem, ki je prav tako zahteval prispevke ljudi za svojo vlado. In eden najpomembnejših virov bogastva Mansa je bilo zlato. V tistem času je bilo na ozemljih malijskega imperija ogromno zlata. Veliki kosi zlata so veljali za lastnino Mansa. Zato se je bogastvo njihovih voditeljev nenehno povečevalo. Medtem ko so se dogajale spremembe v vodstvu, je bil nekdo, ki je postopoma širil moč imperija. Njegovo ime je Sakura. Ni bil je del glavne linije naslednikov prestola, zaradi tega je bil njegov vzpon na oblast nenavaden. Obstajajo stari zapisi, ki pravijo, da je bil nekoč suženj. Vendar pa po mnenju drugih zgodovinarjev, beseda uporabljena v tistem času morda pomeni nekaj drugega in ni enaka suženjstvu, kot ga poznamo iz kasnejših stoletij. Ne glede na njegovo poreklo pa je ena stvar jasna. Bil je odličen vodja. V času Sakure se je imperij Mali še bolj razširil. Trgovina z drugimi deli islamskega sveta se je še povečala. Obseg imperija se je povečal tudi zaradi uspešnih vojaških pohodov pod njegovim vodstvom. Več ozemlja je prišlo pod nadzor Malija. Kasneje je tudi Sakura odpotoval v Meko, vendar se ni več vrnil živ. Zgodovinarji niso prepričani, kaj se mu je v resnici zgodilo. Obstajajo različne zgodbe in tradicije, ki navajajo različne razloge za njegovo smrt. Po njegovi smrti je oblast ponovno prešla v roke sorodnikov Sundiata Keite. Po nekaj letih je Mali ponovno dobil novega Manso. Eden izmed njih je bil Muhammad ibn Kuh. V tem času je bil Musa že v svojih 20 letih in je bil aktiven član kraljevega dvora. Vendar pa zgodovinarji vedo zelo malo o njegovi mladosti. Ni jasno, kako je bil izobražen. Prav tako ni jasno, kako se je postopoma prebil v najvišje ravni vlade. Vendar pa je jasno, da je z rastjo njegovega vpliva na dvoru tudi malijsko cesarstvo postajalo vse močnejše. In tukaj se je začela ena najbolj nenavadnih zgodb v zgodovini imperija. Mansa Muhammad ni bil zainteresiran samo za širitev svojega ozemlja, zanimalo ga je tudi, kaj je onkraj oceana. Po starih zapisih je v začetku 14. stoletja poslal na stotine ladij v Atlantski ocean. Imeli so seboj hrano, vodo in druge zaloge za dolgo potovanje. Njegov ukaz je bil preprost. Plujte proti zahodu in ugotovite, kaj je tam. Ladje so dolgo časa ostale izgubljene. Po mnogih mesecih se je vrnila le ena ladja. Po besedah njenega kapitana so naleteli na zelo močan morski tok, kot da bi bila v sredi oceana ogromna reka. Kapitan je še dodal, da je, medtem ko so druge ladje nadaljevale pot, sam sklenil, da se vrne. Toda namesto, da bi se ustrašil, je Mansa Muhammad postal še bolj zainteresiran za skrivnost na zahodu in odločitev, ki jo je sprejel potem, je spremenila tok zgodovine malijskega imperija. Medtem ko je bil Mansa Muhammad zaposlen s svojim sanjem, da bi odkril, kaj je na drugi strani Atlantskega oceana, pa se je nekdo drug počasi pripravljal na večjo odgovornost. Ta oseba je bil Musa. Preden je Muhammad odšel na svojo drugo pomorsko odpravo v začetku 24. stoletja, je pustil Muso, da upravlja malijski imperij, medtem ko ga ne bo. Preprosto povedano, Musa je postal začasni vodja enega največjih imperijev v Afriki. To ni bila majhna naloga. V tistem času je bil malijski imperij že zelo obsežen. Sestavljalo ga je veliko mest, krajev in različnih skupin ljudi, ki so imeli svoje jezike in običaje. Zaradi tega je bil potreben vodja, ki zna poslušati, sprejemati odločitve in ohranjati red v celotnem imperiju. Musa se je preselil v palačo Palacio Sanjani, glavno mesto imperija. Tam se nahaja središče vlade, tam potekajo pomembna srečanja. Tja so prinašali tudi poročila iz različnih delov imperija. Medtem ko Muhamada ni bilo, je Musa vsak dan opravljal te naloge. V različnih provincah so bili guvernerji, ki so upravljali z njimi. Vendar je imel Musa zadnjo besedo pri najpomembnejših zadevah.
Eden od razlogov, zakaj si je hitro pridobil spoštovanje, je bil ta, da je znal izbrati prave ljudi, ki bodo delali za vlado. Pohvalil je uradnike, ki so dobro služili, in zagotovil, da so voditelji v vsaki provinci odgovorni za svoja dejanja. Zaradi tega je postalo upravljanje v mnogih delih imperija bolj organizirano. Nekateri zgodovinarji pravijo tudi, da je v času Musaja več mladih iz Malija dobilo priložnost za študij v izobraževalnih središčih Severne Afrike. V tistem času so bili kraji, kot je Maroko, znani po izobraževanju, znanosti, matematiki in verskem študiju. Musaj si je prav tako želel, da bi njegovi rojaki pridobili nova znanja, ki bi koristila njihovi državi. S časoma je postal vse bolj znan kot odličen upravitelj. Ni postal znan zaradi velikih vojn, prav tako ne zaradi osvajanj. Postal je znan, ker je znal voditi ogromno cesarstvo, medtem pa še vedno ni bilo nobenih novic o Mohamedu in njegovih ladjah. Do danes je to še vedno ena od skrivnosti v zgodovini Afrike. Nekateri zgodovinarji verjamejo, da se je odprava utopila ali izgubila sredi Atlantika. Drugi pa predlagajo različne možnosti, vendar je pomembno poudariti, da še vedno ni trdnih dokazov, ki bi potrjevali, kaj se jim je v resnici zgodilo. Obstajajo tudi zgodbe, ki pravijo, da so morda prispeli v Ameriko še pred prihodom Krištofa Kolumba. Vendar trenutno še ni dovolj dokazov, ki bi jih večina zgodovinarjev sprejela, da bi potrdili to trditev. To ostaja teorija in nedokazana resnica. Kar zagotovo vemo je, da Mansa Muhameda niso nikoli več videli. Nikoli se ni vrnil. Večina njegovih ladij se prav tako ni nikoli vrnila. Zaradi tega je prestol Malijskega imperija dokončno pripadel Musi. Iz začasnega upravitelja je uradno postal Mansa Malija. Namesto da bi zapravljal čas z iskanjem izgubljene odprave, se je osredotočil na druge stvari. Musa je vedel, da je pomembneje okrepiti imperij, kot pa loviti skrivnost, na katero morda nikoli ne bo odgovora. Zato je začel oblikovati vlado, ki mu je bila zvesta. Izbral je svetovalce in uradnike, ki jim je lahko zaupal. Ohranil je podporo voditeljev iz različnih delov imperija in počasi je postavil temelje vladavine, ki bo Mali popeljala v najbogatejše in najmočnejše obdobje v vsej njegovi zgodovini. V samo nekaj letih potem, ko je postal Mansa, je veliko ljudi opazilo veliko razliko med Muso in nekaterimi prejšnjimi voditelji Malija. Bil je znan kot voditelj, ki zna poslušati. To ne pomeni, da je bil šibek. Prav tako to ne pomeni, da ni želel uporabljati moči. Toda znal je pretehtati situacijo, preden je sprejel odločitev. Eden od prvih preizkusov njegovega vodstva je bil, ko je prišlo do nesporazuma z rudarji zlata na južnem delu imperija. V tistem času so bili rudarji zelo pomembni. V gospodarstvu Malija so oni kopali zlato, ki je bil glavni vir bogastva imperija. Po mnenju zgodovinarjev je Musa poskušal spodbuditi več ljudi, da bi sledili islamu. Toda, ko so se nekateri rudarski skupnosti uprli, je bila proizvodnja zlata začasno prizadeta. Namesto da bi takoj uporabil silo, se je Musa odločil za pogovor in reševanje težave. Zaradi tega se je rudarjenje vrnilo v normalno stanje in preprečeni so bili večji nemiri. To je pomemben dogodek, ker je pokazal, da lahko spremeni svojo odločitev, če vidi, da obstaja boljši način za rešitev problema. Vendar ne mislite, da je uporabljal samo diplomacijo. Ko je šlo za varnost imperija, je bil Musa strog. Ena največjih težav takrat so bili razbojniki, ki so napadali trgovce. Potovanje po nekaterih poteh je bilo nevarno, saj je obstajala nevarnost tropa ali celo smrti. Ko so se trgovci bali potovati, se je trgovina upočasnila. Ko se trgovina upočasni, se zmanjša dohodek celotnega imperija. Zato je Musa uvedel strožje ukrepe proti razbojnikom in kriminalcem. Glavne trgovske poti so postopoma postajale varnejše. Več trgovcev je začelo potovati. Več izdelkov je prispelo v različna mesta. In vlada je pobrala več davkov. Tukaj so ljudje začeli čutiti bogastvo Malijskega imperija. Ko se je varnost krepila, je tudi trgovina rasla. Na trgih ni krožilo samo zlato, bilo je tudi soli, riža, medu, konjev in še veliko drugih izdelkov. Bili so celo izdelki, ki so prihajali iz zelo oddaljenih krajev Afrike in islamskega sveta. Mali se je postopoma povezoval z večjim svetovnim trgovskim omrežjem. In tukaj se skriva prava skrivnost bogastva Mansa Muse.
Ne samo zato, ker so imeli veliko zlata, ampak tudi zato, ker so nadzorovali poti, po katerih so potovali trgovci. Predstavljaj si, če bi skoraj vsi trgovci morali prečkati tvoje ozemlje, da bi prodali ali kupili izdelke. Ogromno bi zaslužil z davki in pristojbinami. Tako se je zgodilo z Malijskim imperijem. Veliko poti čez Saharo je potekalo pod njihovim nadzorom. Karavane, ki so prinašale sol s severa in blago z juga, so morale prečkati območja pod nadzorom Malija. Ker so bile te poti varne, je prihajalo še več trgovcev. Obstajala so mesta, ki so postala središča za izmenjavo blaga. Tukaj so se srečevali trgovci iz različnih dežel, tukaj so se dogovarjali o cenah blaga. Tukaj je vlada tudi pobirala davke. Poleg kopenskih poti so pomembno vlogo imele tudi reke, kot je reka Niger. S pomočjo čolnov so izdelke hitreje dostavljali v različne dele imperija. Hitrejše potovanje pomeni hitrejšo prodajo in hitrejši dotok denarja v zakladnico Malija. Ko je imperij bogatel, je tudi njegova vojska postajala močnejša. Po nekaterih ocenah zgodovinarjev je imel Mali eno največjih vojsk v Afriki v tistem času. Imeli so na tisoče vojakov in konjenikov na konjih. Konjeniki so bili pomembni, ker so se lahko hitro premikali po prostranih ravnicah in puščavah. Uporabljali so jih za varovanje trgovskih poti, obrambo meja in vzdrževanje reda v imperiju. Musa je vedel, da bogastvo ni dovolj, če ga ne znaš zaščititi. Zato je, medtem ko se je zlato v njegovem kraljestvu še naprej kopičilo, še naprej krepil svojo vojsko. S kombinacijo varne trgovine, stabilne vlade in močne vojske je Malijsko cesarstvo začelo dosegati raven moči, ki jo je redko videti v zgodovini Afrike. In ko se je njegovo bogastvo še naprej povečevalo, se je v mislih Mansa Muse začelo oblikovati eno potovanje. Potovanje, ki bo njegovo ime predstavilo celemu svetu, pa vendar. Medtem ko je Malijsko cesarstvo bogatelo, se je tudi še naprej širilo. Po mnenju zgodovinarjev je Mansa Musa v prvih letih svojega vladanja svojemu imperiju dodal še nova ozemlja. Zaradi tega se je še povečalo bogastvo, število ljudi in trgovskih poti, ki jih je nadzoroval. Da bi ohranil to moč, je potreboval močno vojsko. Po celotnem Maliju so ljudje zelo cenili kovače. Oni so izdelovali meče, sulice, loke in druga orožja, ki jih je uporabljala vojska. Z razvojem izdelave orožja so se izboljševale tudi vojaške taktike. Obstajale so posebne enote vojakov, ki so jih lahko hitro poslali v različne dele imperija, kadar je obstajala grožnja. Reke so uporabljali za hitrejši prevoz ljudi in zalog. Obstajali so tudi izbrani bojevniki, ki so služili kot elitne sile imperija. Ti so bili običajno poslani na najpomembnejše misije in v največje bitke. Poleg moči vojske je bila za Muso pomembna še ena stvar – njegova vera. Leta 1324, skoraj 12 let potem, ko je postal Mansa, se je odločil za eno najpomembnejših potovanj v svojem življenju. To je hadž, sveto romanje muslimanov v Meko. Toda to ni bilo navadno potovanje. V tistem času je bilo Mali eno najbogatejših in najmočnejših kraljestev na svetu. Musa je prav tako želel drugim državam pokazati, kako veliko in bogato je njegovo cesarstvo. Zato je pripravil izjemno veliko karavano. Po starih zapisih je na potovanju sodelovalo približno 60.000 ljudi. Vključevali so vojake, služabnike, vladne uradnike, družino in druge člane njegove skupine. Stotine konj in kamel je nosilo zaloge hrane, voda, oprema in ogromno zlata. Nekatere kamele so nosile izključno zlato. Medtem ko je karavana potovala, je bila kot premikajoče se mesto sredi Afrike. Iz prestolnice Njani so prečkali obsežne travnike in končno prispeli do puščave Sahara. Tukaj se je začel najtežji del njihovega potovanja. Podnevi je bila puščava izjemno vroča, ponoči pa zelo mrzla. Podnevi so morali poiskati dovolj vode za tisoče ljudi in živali. Kljub temu je karavana nadaljevala pot več mesecev. Končno so prispeli v eno najpomembnejših mest na svetu tistega časa, Kairo v Egiptu. Leta 1324 je bil Kairo eno največjih in najbogatejših mest na svetu. Veliko ljudi je bilo osupnjenih, ko so videli prihod Mansa Muse in njegove ogromne karavane, pisana oblačila, dragi nakit in ogromno zlata. Večina ljudi še nikoli ni videla takšnega bogastva prikazanega na enem potovanju.
Ko je bil Musa povabljen k egiptovskemu sultanu, je prišlo do še ene občutljive situacije. Po takratnih običajih se je od njega pričakovalo, da bo sultanu izkazal spoštovanje na način, ki ga ni želel uporabiti. Vendar so s spoštljivim pogovorom našli kompromis, ki je izkazoval spoštovanje obeh strani. Njuno srečanje je potekalo v prijateljskem vzdušju, izmenjala sta si darila. Pogovarjala sta se o svojih kraljestvih. In medtem, ko je karavana počivala v Kairu, so se po vsej regiji začele širiti novice o kralju iz Afrike, ki ima skoraj neizmerno bogastvo. In ljudje takrat še niso vedeli, da bodo naslednja dejanja Mansa Muse v Egiptu še bolj proslavila njegovo ime v zgodovini. Po nekaj mesecih bivanja v Kairu je ime Mansa Muse postalo še bolj slavno. Kamorkoli je šel, je delil zlato revnim, uradnikom, trgovcem in verskim voditeljem. Toliko zlata je razdelil, da je po mnenju zgodovinarjev vrednost zlata v Kairu padla za več let. To je pokazalo, kako bogato je bilo Malijsko cesarstvo v tistem času. Konec leta 1324 je Musa nadaljeval svoje potovanje proti Meki. Iz Egipta je njegova karavana prečkala puščave Arabije, dokler niso prispeli v Medino, drugo najsvetejše mesto islama. Tukaj je Musa obiskal pomembna verska mesta in se pogovarjal s številnimi učenjaki iz različnih delov sveta. Potem so nadaljevali pot v Meko. Po dolgem potovanju je Musa končno videl mesto, o katerem je dolgo sanjal, da ga bo obiskal. Tako kot drugi romarji je oblekel preprosta bela oblačila in začasno odložil svoj kraljevski položaj. Več dni je opravljal obrede hadža skupaj z več tisoč muslimani iz različnih držav. Po nekaterih zapisih je med nekaterimi romarji enkrat prišlo do napetosti, vendar so to rešili, ne da bi prišlo do nasilja. Ko je Musa končal hadž, je prejel naziv hadži, častni naslov, ki ga podeljujejo tistim, ki so opravili sveto romanje. Nekatere zgodbe pravijo, da mu je življenje v Meki zelo ugajalo in da si je želel tam ostati še naprej. Toda medtem, ko je bil v Arabiji, so iz Malija prihajale novice. V imperiju so se pojavile težave, ki jih je bilo treba rešiti. Napetosti pa so bile tudi v sosednjih deželah. Zaradi tega se je odločil, da se vrne domov. Preden je odšel, je povabil nekaj učenjakov, učiteljev, verskih voditeljev in strokovnjakov, da se mu pridružijo v Maliju. Eden izmed tistih, ki so se mu pridružili, je bil Abu Ishaq al-Sahili, znan arhitekt in pesnik, ki je kasneje močno vplival na arhitekturo Malijskega imperija. Ko so se vračali v Afriko, so se novice o bogastvu Mansa Muse še bolj razširile. Na trgih in trgovskih središčih so trgovci iz Evrope, Azije in Afrike govorili o kralju iz Malija, ki je s seboj nosil ogromno zlata. Veliko ljudi se je začelo zanimati za izvor bogastva njegovega imperija. Vendar je natančna lokacija zlatih rudnikov v Maliju ostala skrivnost za številne tujce. Medtem, ko so se vračali domov, potovanje ni bilo lahko. Nekateri člani karavane so zboleli, nekateri so tudi umrli zaradi težav na poti in nevarnosti v puščavi. Ker je med potovanjem že razdelil veliko zlata, je bil Musa prisiljen izposoditi si denar in zaloge, medtem ko je bil v Kairu, da bi lahko nadaljeval pot nazaj v Mali. A kljub temu je ostal eden najbogatejših vladarjev na svetu. Ko se je karavana približevala Zahodni Afriki, je prispela pomembna novica. Po poročilih je enemu od njegovih generalov uspelo premagati Songhaj in zavzeti mesto Gao, pomembno trgovsko središče v regiji. Za Muso je bila ta zmaga izjemno pomembna. Ne samo zato, ker se je njegovo ozemlje povečalo, ampak tudi zato, ker je to še dodatno okrepilo nadzor Malija nad trgovskimi potmi v Zahodni Afriki. Zaradi tega je spremenil svojo pot domov in se odpravil naravnost v Gao. Tam je osebno nadzoroval dogovor s poraženimi voditelji. Namesto, da bi uničil njihovo vlado, jim je dovolil, da opravljajo nekatere lokalne zadeve, medtem ko so ostali pod oblastjo Malijskega imperija. To je bil način, ki ga je Musa pogosto uporabljal. Raje je imel zvestobo in stabilnost kot neskončno vojno. In ko se je približeval svoji prestolnici, je bilo vsem vedno bolj jasno, da ni več samo bogat kralj. Mansa Musa je bil voditelj, priznan po vsej Afriki in v velikem delu znanega sveta v njegovem času. Ko je Mali zavzel Gao, Mansa Musa ni pridobil le ozemlja, pridobil je tudi nadzor nad pomembnejšo trgovsko potjo v Gau, kjer je Musa opazil staro mošejo v mestu. Po zapisih ni bil zadovoljen z njenim videzom, zato je dal zgraditi močnejšo in lepšo stavbo. Tukaj je bolj zaslovel slog malijske arhitekture.
Stene so debele, narejene iz blata, lesa, vlaken in drugih materialov, ki jih je lahko najti na tem območju. Preprost je videz, vendar je trdna in primerna za vroče podnebje Zahodne Afrike. Iz Gaoja je Musa nadaljeval v Timbuktu, kjer so njegove ambicije postale še večje. Videl je, da Timbuktu ni navadno mesto, nahaja se blizu reke Niger. Tukaj so mimo hodili trgovci in to je bil odličen kraj, da postane središče trgovine, vere in izobraževanja. Zato je pod Musajem Timbuktu še bolj napredoval, zgradil je mošejo, šole in stavbe, ki bodo pomembne v zgodovini Malija. Ena najbolj znanih je mošeja Džingerber, ki še danes velja za pomemben del zgodovine Timbuktuja. Tudi izobraževanje v mestu je napredovalo. Prišli so učenjaki, učitelji, strokovnjaki za pravo, matematiko, astronomijo in islamske študije. Zaradi tega Timbuktu ni bil več samo kraj trgovine, postal je tudi središče znanja. Ko se je Musa vrnil v prestolnico Nijani, so ga ljudje sprejeli kot junaka. Ni prinesel le zgodb po svojem hadžu, prinesel je tudi nove ideje iz Egipta, Arabije in Severne Afrike. Uporabil jih je za izboljšanje svojega imperija. Zgradil je mošeje, okrepil je izobraževanje in še bolj je odprl Mali za povezovanje z drugimi deli sveta. Toda ko je Mali postajal močnejši, je vse več tujcev začelo zanimati njegovo bogastvo, še posebej zlato. Ko so Muso spraševali, odkot prihaja toliko zlata v Maliju, ni nikoli odgovoril naravnost. Po nekaterih zgodbah naj bi rekel, da zlato raste kot rastlina na skrivnem kraju. To ni bil dobeseden odgovor. To je bil nekakšen vljuden način, da je tujcem povedal, ne vtikajte se v to, odkot dobivamo svoje zlato. Musa je vedel, da če bi druga kraljestva izvedela natančno lokacijo rudnikov, bi to lahko predstavljalo nevarnost za Mali. V 30 letih 14. stoletja je Mansa Musa umrl. Ni jasno, katero leto in zakaj je točno umrl. Stari zapisi se namreč razlikujejo. Nasledil ga je njegov sin Magan, vendar vladavina Magana ni bila tako močna kot vladavina njegovega očeta. Postopoma so se začele pojavljati varnostne težave. Nekatera območja so se uprla. Pojavile so se sovražne skupine, ki so napadle, in mesta, ki so bila v času Muse varna, so začela postajati šibka. Po Maganu je vladal tudi brat Muse, Sulejman. V njegovem času je Mali ostal pomemben, toda že so bili vidni prvi znaki šibkosti. Prišlo je do sporov znotraj kraljeve družine, nekateri voditelji v provincah so si želeli neodvisnosti in sčasoma so se pojavila sosednja kraljestva, ki so začela prevzemati ozemlja Malija. Skozi stoletja se je moč imperija vse bolj zmanjševala. Nekdanji mogočni Mali se je postopoma razdelil na manjše države in njegova prestolnica Nijani je bila kasneje prav tako napadena in požgana. Tukaj se je končalo zlato obdobje imperija Mali. Toda ime Mansa Musa ni izginilo. Še danes je znan kot eden najbogatejših ljudi v zgodovini. Obstajajo sodobne ocene, ki pravijo, da bi bilo njegovo bogastvo, če bi ga primerjali z današnjim denarjem, morda vredno več kot več 100 milijard dolarjev. Vendar je zelo pomembno vedeti, da ti podatki niso natančni. Težko je izmeriti bogastvo kralja iz srednjeveškega obdobja. Še posebej, če so osnova stare zgodbe trgovanje z zlatom in zapisi napisani mnogo let po njegovem življenju. Kar zagotovo vemo, je to. Mali je bil izjemno bogat, Musa je imel ogromen vpliv in njegovo romanje je predstavilo Mali širšemu svetu. Leta 1375 se je pojavil katalonski atlas, eden najpomembnejših zemljevidov srednjega veka. Tam je bil prikazan Mansa Musa, ki drži zlato. To pomeni, da je bil, čeprav je že dolgo mrtev, še vedno znan v oddaljenih krajih kot kralj dežele, bogate z zlatom. Toda dediščina Mansa Muse ni bilo samo bogastvo. Okrepil je trgovino, razvil je Timbuktu, dal je velik pomen izobraževanju. In pokazal je, da je imela Afrika v preteklosti imperije s svojim sistemom, znanjem, arhitekturo in močjo. Zato, ko slišimo ime Mansa Musa, ne smemo misliti samo na zlato. Prav tako se moramo spomniti voditelja, ki je uporabil svoje bogastvo za krepitev svojega imperija, povezovanje Malija s svetom in zapustil dediščino, o kateri se še danes govori.